Dobrodošli v Tehnološkem parku Ljubljana. In sicer danes vas bomo povabili na eno tako posebno dogodivščino na poteku prihodnost. Tako, najprej bomo vprašali enega izmed ključnih vizionarjev 20. stoletja, ki je pa v bistvu premagal to bariero prostora in časa. Steve, dobro jutro. Nam lahko opišeš, kako bodo naša delovna mesta izgledala recimo v letu 2035? Absolutely. I can hear you, and I'm here to help. In envisioning the future of the technical department at the Technological Library and the Technological Park of Ljubljana, I see a seamless integration of digital resources, AI-driven services, and interactive technologies for patrons. By focusing on personalized user experiences, data analytics, and continuous innovation, the library can stay at the forefront of technological advancements. How can I assist you further with your vision for the technical department's future in the library? Veš, kaj pa mene še zanima? Jaz že 15 let čakam leteče avtomobile in pa to bo kaj zdaj v bližnji prihodnosti. I can hear you loud and clear. For the future of the technical department at the Technological Library in the Technological Park of Ljubljana, imagine a shift towards a digital-first approach. Embracing technologies like AI, cloud computing, and automation can optimize library operations, enhance user experiences, and enable new services. Collaborating with tech partners and investing in staff training will be vital for staying agile in the ever-evolving tech landscape. Če nič drugega, lahko vidimo, da je Steve res dober govorec in verjamem, da ste tudi prepoznali Steva Jobsa, našega AI avatarja, ki je tudi nastal tukaj v Tehnološkem parku Ljubljana. Da bomo videli certeti tudi naše mlade ume, se lahko zahvalimo prav vam, kariernim svetovalcem in vsem drugim, ki ste vpeti v vzgojo in izobraževanje in upeljujete pot v Indiju-Kromandijo izobraževanja tega odraslega sveta. Priznam, da razvazim tudi veliko krat izgubljeni tako mladi, starši in tudi ostali, ki včasih na izobraževanji poti naletimo na obzire, tudi odraslim se nam to dogaja. Ste kot svetilniki mornarjem v razburkanem morju in hvala vam za to. Dovolite mi pa, da preden zares pobegnemo v načrtovanje prihodnosti, ko to pozdravimo 4 dane, ki močno pomagajo kreirati prihodnost slovenskega izobraževanja in tudi trga dela. Prvo pozdravljam gospod Teodor, vodja sektorja za izobraževanje odraslih, direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, dr. Nataša. Tako se je opravičila gospod Potočnik, potem pozdravljam gospod Barbaro Vrtačnik, direktorico območne službe Ljubljana, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ter gospod Marijo Papčič, vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje pri Mestni občini Ljubljana. Seveda pa brez podpore in podpornega potenciala gospodov, pa se prihodnosti nikakor ne moramo predstavljati. Zato to pozdravljam tudi direktorja Tehnološkega parka, našega današnjega gostitelja, dr. Jerneja Bilderja, ter seveda direktorja Cenešnog parcil, vodilnega partnerja v projektu, magistra Bojana Hajdinjaka. Hvala lepa. Tako, sedaj bomo šli na prav posebno potovanje, raziskali bomo sanjske poklice prihodnosti. In ker radi, ki nas včasih stvari obrnemo na glavo, boste vsi izkusili Escape Room, ker bomo začeli zadnjo 6. misijo in da bomo zdaj v bistvu popeljali svoj domov. In gremo na prav posebno postolovščino na potovanje v vašo prihodnost. Zato, če dobite potovanje, potrebujete le svojo mišljo in to bomo zadali malce čarobnega prahu. In zapomnite se, pri potovanju ni pravih in ni napačnih odgovorov, pomembni ste vi, vaša vizija in vaši občutki. Nekje 3-4 minutke vas bom takole popeljala, koliko bo trajalo, in potem, ko vas popeljem nazaj, bomo v bistvu še dopolnili vaš sanjski poklic prihodnosti skozi pomembno inteligenco. Tako. Zdaj pa prosim zaupajte in zaprite oči.
Kar pogumno, spustite se, nič takega vam ne bo naredila. 3-krat globoko skupaj vdihnimo. Začutite, kako se vaše telo sprošča, vse od prstov na nogah do vrha vaše glave. Popolnoma ste pripravljeni na čarobno potovanje. Predstavljajte si, da pred vami leti sedeča se časovna kapsula. Videti je kot prozoren mehurček, ki se nežno svetlika v vseh vijoličnih barvah. Ko vstopite vanjo, vas objame prijetna toplota in občutek varnosti. Začenjamo odštevanje. 3, 2, 1. In časovna kapsula začne leteti in naredi skok v kvantno prostorski kontinuum. Občutite, kako potujete skozi čas. Mimo vas švigajo podobe, barve in občutki. Potujete 5 ali 10 let v vašo prihodnost. V čas, ko že delate v svoji sanski službi. Služba je res velika in najboljša na tem svetu. V celoti spodbuja vašo kreativnost, v njej se počutite res dobro. Ste uspešni, blestite. Kapsula vas nežno pripelje do točno določenega kraja in sicer do vhoda oziroma vrat vaše sanske službe. Časovna kapsula se ustavi, vrata pred vami se počasi odpro in preden vstopite in začnete z delom na svojem delovnem mestu, vas vabim, da si pozorno pogledate prostor, ki se razprostira pred vami. Kakšne barve bodo ponujajo? Je prostor velik ali majhen? Ste v stavbi ali na prostor? Je to pisarna morda v visokem stolpu, mirno obrtna delavnica, izobraževalna ustanova, tovarna, podjetje ali morda celo raziskovalni laboratorij. Ste se morda znašli v naravi? So okrog vas ljudje. Kakšni zvoki in vonji vas obdajajo? Kako je biti tukaj? Zdaj se ozrite na okolje in poiščite pripomočke oziroma orodja, ki jih uporabljate pri svojem delu. Je to kakšna naprava iz prihodnosti, naprimer računalnik, ki bere vaše misli, robot, ki vam pomaga pri težjih opravilih, ali pa morda nekaj bolj naravnega, kot je orodje za delo zemljo, mogoče živali in naravo. Ali pri vašem delu uporabljate več pripomočkov hkrati? Kaj z njimi ustvarite, odkrijete ali naredite? In seveda, kako se počutite, ko jih uporabljate? Predstavljajte si, da se znajdete sredi svojega sanskega delovnega dne. Opravljate poklic, v katerem vam resnično zaigra srce, vas navdihuje in spopolnjuje. Ko končate z delom, lahko vidite, kako se vodi napolni prostor, ker ustvarjate nekaj resnično zelo posebnega. Kaj torej delate? Zagotovo nekaj zelo zanimivega, lahko tudi zabavnega. Ali sedite za mizo in načrtujete novo napravo, ali učite druge ljudi, se morda pogovarjate z njimi, raziskujete morda skrivnosti narave, kateri problem rešujete, komu pomagate svojim delom, kaj si želite doseči, kaj vas najbolj pri tem delu srečuje in seveda, zakaj vaše delo bo pomembno. Sedaj je konec vašega delovnega dne in preden zapustimo pisarno oziroma vaš delovni prostor, pogledate svojo vizitko. Kaj piše na njej? Kakšen je vaš uradni naziv?
kakšno ime ima ta vaša posebna vloga, ki jo imate? Katera beseda ali dve najbolj opišete vašo novo vlogo? Gremo dan za njih povsem nov poklic prihodnosti. Počasi se začenjate zavedati, da je čas sedaj za vrnitev domov. Časovna kapsula vas nežno objame in začne se potovanje nazaj v sedanjost. 3, 2, 1 in prispeli smo. Počasi vas vabim, da odprete oči in v sebi zadržite občutke, ki jih je potovanje prineslo. In lepo vas prosim, da strnete svoje spomine, vizijo, občutke in misli, ki ste jih doživeli na potovanju. Zato, ker bomo sedaj prosili tudi našega asistenta, da nam bo ta poklic pomagal tudi uresničiti za vas. V navodilu ste govorili, da si naložite ChatGPT na vaše pametne naprave, zato da pripravim to posamezno ven, potem ko se vidite s tem in počasi bomo odkrili vaše poklice. Dela, pa se ti lahko, seveda, kako mi je možno stran, ne več. In moram povedati, da se danes to res socialno testirate, tako da bomo potem tudi hvaležni odziva, če se karkoli slučajno, zarobi. In če imate, če ste si predstavno naložili, se pravi, da imate ustvarjen ChatGPT, vam avtomatsko potem nekaj govor, slišati prejmo. In morate videti svoje čelo, svoje tako in v tem stisnete enko, vam bo vprašanje in odgovorite na zastavljeno vprašanje. Ja, odgovarjate kratko in potreba v tom stavku, se pravi, da naštevate, da vam bo lažje pomalo skrirati poklice. In potem, ko odgovorite pa sta še 3 vprašanja, bo zdaj, ko tečet zamrzne, vendar ne, on takrat vira vaš delovni prostor prihodnosti. Na slikci, ki je ostalo tukaj, ki si ga ste njemu 3 minuter. Sami pa na to vprašanje bilo, no? Ja, osta 4 vprašanja, pa imate 4 govori. Še kakšen je tisto?
Ali mogoče družen slikca svojega stanskega poklica, tisti, ki imate fotografijo, pomeni, da ste na koncu, da ste uspešno rešili vse. Če ko še rabi pomoč, tiste, ko še več pride tam preko. In da je se malo super, da se tu dobro zabavlja. Da se bo hotel slučajno dolgo z vami pogovarjati in ko rečete, da vam je da vaš poklic prihodnosti in sliko. Ker on je res tak klepetal in včasih, če smo vam res plačni resni, potem mu zmanjka beseda, ne, lahko nekje obvisimo. Lahko pa že kar z nekaj podatki, ki dobro se nekaj pravi. Skozi še če vam lahko predlažo poklic in izdelal. Evo je druže dobil slikico, a vam všeč, kaj si ste? Aha, mogoče če kaj zapišete, če lahko vam na šlikica, kako da slikica. Ženska imamo ogromno in katera, potem imamo penzijo. Jaz se tako računam. V glavnem, lahko res, ker napišete, da ima da predloge 10 poklicev in zgenerira fotografijo, tako da bomo zdaj pripeljali k koncu. Zdaj vas bomo prosila, če boste poskenirali še eno QR-kodo in opisali najbolj zanimiv poklic, ki ste ga dobili za vas, da malo pogledamo, kaj bomo posili skupaj v prihodnosti. To je pa mentimeter, kaj pa načeloma deluje, da bo potrebno. Ampak to očitno zgleda naša fotografi. Tako? Ja, jaz sem se skenirali QR-koda. Tako da bomo pogledali. In opišete samo en poklic, potem ga bomo pa skupaj videli na osnovno. Tako da imeti nekaj, zdaj vas bo vrlo drugo aplikacijo, ampak tudi ne rabite, da je uporabiškega računa. Ampak ste lahko še enkrat na... Če lahko še enkrat na staro kvorko za zamudnje. Sladina? No, očitno ga ne bomo zgledali. Sladina. Še enkrat. To je pa to, nekaj pravi, da moramo biti digitalno, pa nekateri smo prehitri.
Mešati sem, po mojem. Sem mešati. Še enkrat, če se posvetirati. Ja, na sredi je, pa je, po mojem, tam pa tam malo prezračeno. Tako. Zdaj nimam menedžerja. Mislim, da ne bo izumrla. Potovanje v Pravlični val branja, wow, pristanje starih spominov, zvočni vizionar, vizionarski inovator, švantni graditelj ekipe, opa. Nisem ljubikovalec, pristanje starih spominov, da smo že rekli, frekvenčni medicinski inovator, po mojem, svojo prihodnost je zelo zanimiva. Nekaj, da se bilo zagotovo, naše kolegi se bodo spreminjali. Tako, arhitektka srečnih karier, krasno. Veliko dela. Super. Tako, zares zanimivo. Hvala lepa. In hvala, ker ste z nami potovali v prihodnost in testirali. Upam, da vam je bilo všeč. To bo tudi namenjeno potem kasneje našim otrokom in upamo, da si bo lahko s tem malce bolj inspirativno pomagali do prvih poklicov. Da smo lahko skreirali stopno tvega in meditativno-tehnološki pogled v prihodnost, sta nam omogočila direktorja, ki vedno vizionarsko in praktično zrejte naprej. Besedi vabim direktorja Tehnološkega parka Ljubljana, dr. Jerneja Pintarja, ki je ustvarjal tudi ekipa Panoptikum, ki je sooblikovala ta projekt. Zdaj pa Dobrodošli v Tehnološkem parku. Prvi stvari, ko ste opazili, so napisi okrog vas. Tehnologija, rast, grit, ne grit, grit, pomeni trdoglavnost. Da ko veš, da hočeš svet izboljšati, se ne ustaviš, ne omagaš in greš naprej. Cilj slediš, dokler ga ne dosežeš in pa zadnje najpomembnejše skupaj. Da skupaj, skupnost, da na ta način to uspojimo. Moji kasnejši zamanci bojo govorili o prihodnosti. Jaz bi vas rad peljal v pot, zakaj je ta prihodnost pri nas toliko bolj kredibilna. In v ta namen bi vam mi najprej en video pokazati, na kakih tleh mi živimo. Kako je pomembno imeti vizijo v spreminjanje sveta in kaj smo že ljudje na teh tleh, kokrat in kako smo že spremenili svet. Prvo kolo na svetu, izum kolesa. Danes temelj vsemu, kar se premika, vsem mehanizmom, mobilnosti in vsem tem stvarem. Propeler vladi poganja 90% vseh dobrin, ki potujejo med ljudmi med kontinenti. Danes jutri vsi, ki smo naredili, in vsi smo naredili in cel svet to naredi. Naša stvar. Prvi prenos slike na stekleno podlago, temelj današnjih telefonov, ki vladajo celemu svetu, kjerkoli potujete, to smo na naših prepričali. Mikrokirurške igle, zato da so lahko končno prvič zares zašili organe pa žile, ker prej si bolj uničil, ker so bile igle tako velike, ne? To seveda vemo, kar nekaj, ne? Ta ima velike. Kodeli, ko ne imamo kodeli v trg, uvod v prenos slike nadaljavo, temelj današnje televizije.
Bionični kolk, se pravi kolk, ki se ti res po operaciji, ki se ti res dobro gnezdi in se spoji z naravnim tkivom, zato da lahko imaš kvalitetno starost in si bi bil. Pa še jih imamo. Tole je naš skrajšan video. Naša tla skozi tisočletja naredila ogromne dosežke in preboje. In čisto vsak od teh je povsem spremenil prihodnost. Če tole zbrišamo iz zgodovine, smo nazaj pred ognjem pa kamenjem. In danes, čimer se mi ukvarjamo, je, dajmo to, kar smo mi že tisočletja delali, dajmo mi še naslednja tisočletja delati z našimi mladimi. Danes se zaključuje Karpo in jih lahko navdušimo za te krasne poklice. Tule vam lahko povemo, samo okrog vas se zdaj obkroženi za firmami, ki delajo najboljše svetovne aparate za operacijo oči in jih prodajajo vse kontinente, celo na Antarktiko. Pol imamo fantastične računalniški vid za da vsako tableto, ki jo režemo naredijo baje, novati vsi tej, zato da vi res dobro in kvalitetno zdravilo dobite. Ne? In cel kup takih firm je tukaj okrog. In vsi te inženirji, ki ustvarjajo vso to budočnost, so dosegljivi in so nam na voljo. In zaradi tega smo mi usporedno z tem že začeli graditi eno stvar, ki upamo, da bo mladim še bolj pomagala v smislu to prihodnost in vas želimo tudi vse povabiti na to. 25. septembra letos bomo delali areno tehnologij, ki je čist naš dobrovoljen, dobronameren in dobrodelan projekt, kater povabimo vse naše firme, vrhunske tehnološke, da pridejo in razkrijejo svoje tehnologije, svoje produkte in da tam stojijo njihovi inženirji, Chief Technology Officer, in da se lahko mladi z njim pogovorijo, kako se dela v taki ekipi, katere tehnologije danes nastajajo, kako greste vi v prihodnost in vse to. In to bo 25. septembra v Križanah. In tam si bodo lahko mladi osmislili, bodo videli, kje so danes te meje tehnologije in kam gre svet. Tako da vsi vabljeni dogodek bo brezplačen, enim prijaviti se je treba, zato da vemo, kdo pa kdaj pride. In vas vse zelo lepo vabimo na to zadevo. To je to iz moje strani. Lepo, da ste tukaj. Tudi za svojo podporo in ker vas danes tukaj pustite v teh prekrasnih prostorih tehnološkega parka. Sedaj pa besedi vabim direktorja Celeški parcil, vodilnega partnerja projekta Erasmus + Karpo, magistra Bojana Hajdinjaka. Najbolj tudi vam gre na živce, če pridete pod eno, kar 100 energije prej gor pa pred vami govoril. Zdaj, kako ga prehiteta, pa bo biti boljše, če radi malo takmujemo. Pa vseeno, jaz bom večkrat povedal pa v drugo smer. Se pravi, zakaj smo šli v ta projekt? Je pravzaprav zato, ker dnevno najbrž moje karierne svetovalke in karierne svetovalke, kjerkoli pač ta karierna rotacija obstaja, dobivajo vprašanja oziroma so starši zaskrbljeni, kako otrokom pomagati in kako otroci naj v tem norem svetu se pravilno odločijo, katero šolo in kateri poklic izbrati. In največkrat ugotovimo, da ali vsi otroci odločajo, da zato, ker mama ali tata tako hočeta, ali pa gre najboljši prijateljica nekam na šolo. Kar pa ni najboljša pot, ker potem se pa v srednji šoli lahko dogajajo kar veliko problemov, da hodiš na neko šolo, ki te ne veseli in ni v skladu z tvojim, bom rekel, s tvojo dušo oziroma kaj pravzaprav bi lahko bil. Tako da naš namen je bil, da ta projekt, da mogoče na drugačen način pokažemo poklice prihodnosti z neko sobo pobega, ki je pa pravzaprav tako za mlade, starše oziroma za vse generacije. Nam rekel, da je več novost, ker je že kar nekaj časa, še so te sobe pobega prisotne na našem svetu, ampak vseeno večkrat drugačna soba pobega. Jaz bi se res zahvalil, bom rekel, zaposleni, ki so bili na tem projektu, ker vem, kako so dihali z dušo, kako so se sekirali za vsako neuspelo, bom rekel, z neuspelim poskusom, da ne omenjam, kakšna je bil obraz, ko je server dol padel, ko aplikacija ni delovala in tiste zaskrbljene obrazi, ki so prišli k meni, kaj naj zdaj naredimo, kako bomo ta dogodek spalali. Pa vseeno jaz pravim, tudi publika, jaz mislim, da razume, ko gradiš nekaj, ko nekaj testiraš, je čisto nekaj normalnega, da tudi kaj pade dol. Še celo bolj normalno je, ker ponavadi bi takrat, ko hočeš nekaj predstaviti, ne deluje. Doma deluje, en dan prej deluje, isti dan pa ne deluje. Pa vseeno,
res pohvala vsem, ki ste delovali na tem projektu, vem, koliko energije je bilo potrebno, vem, koliko truda je bilo potrebno, tako da res ena velika zahvala in izredno se veselim, da bomo zdaj to sobo pobega lahko selili po Sloveniji, jo nudili šolam in, kar je še zelo pomembno, vse to bo brezplačno. No? Tako da, kaj svetovalke pa tudi vabljene, da se to preizkusite v nadaljevanju in da potem tudi probamo mogoče še več takih produktov razviti, da bojo vsi mladi, ki se odločajo, imeli tudi, bom rekel, sodobno tehnologijo. S tem, da je zmeraj na cene do Štuparja poudarjam, da pozabite, še zmeraj pa človeški faktor, tisti prvi in vodilni in cene Štupar, tukaj smo se vam mogoče malo razlika med tehnološkim faktorom, cene Štupar zmeraj da na osebni odnos, na svetovanje, na pomoč. Ta tehnologija je pa lahko samo češnjica ali pa češnjica na tortu. No. Ko mi gledamo, tehnološki park pa jasno gleda malo bolj inovativno, kar je pa čisto logično, ker je tudi to njihovo poslanstvo. Ne. Ko se tem Štupar pa mogoče večkrat drugačno poslanstvo. Hvala, da ste z nami, upam, da boste to dopoldne preživeli, kar se da. Ful dobro beseda angliška together, zato smo pa skupaj boljši in lahko najboljši. Življenjem in trenking je zapisal, da investiranje v znanje izplača najvišje obresti, to velja za nas posameznike, podjetje, organizacije, seveda tudi vse študijoče. Skupna nam je pa radovednost, vztrajnost in velikokrat tudi nenadne spremembe, ki nas potem prisilijo v spremembo oziroma rečemo kar transformacijo. Kako mlade opremiti in pospremiti v svet odraslosti, kako jih dobro usmeriti, da bodo bili znani in strasteni, ki jih poželjno zjutraj in dan. Prav s tabo pobega smo želeli dodati košček v mozaik karierne orientacije. Skozi kakšen proces smo zares šli, kot ekipa partnerjev, ki je projekt razvijala in pripravljala, katere cilje smo zasledovali in na koncu, kako bomo projekt zaključili. Vse to nam bo zaupala Andreja Gravač, vodja projekta, mama projekta Erasmus plus Karpo. Andreja, izvolite. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni. Meni pa pripada ta čast, da nakratko predstavim projekt. Karpo je skovanka beseda iz kariernega pobega. Karpo je tudi Jupiterov satelit. 18 mesecev traja ta projekt, zaključimo ga konec meseca februarja. Projektni partnerji, vodilni partner, koordinator Celje Štupar Cilj, potem ustanova za obrazovanje odraslih Dante iz Hrvaške, Rijeke, dobrodošle. In Panoptikum Slovenija, ki je tudi član XR skupnosti Tehnološkega parka Ljubljana, tako da smo imeli pri tem projektu res odlično podporo Tehnološkega parka Ljubljana. Naša karierna soba pobega v prihodnost združuje igriv vidik, igrifikacijo s karierno orientacijo. Zakaj? Ker je cilj projekta je uvajanje digitalizacije v karierno svetovanje s pomočjo sobe pobega, ki je hkrati inovativno vključujoče okolje. Ciljne skupine, primarna ciljna skupina so karierni svetovalci, sekundarna ciljna skupina je pa širša. Imamo od osnovnošolcev, staršev, srednješolcev, tudi zaposleni, brezposelni, nismo pozabili na osebe z manj priložnostmi. En teden nazaj smo izvedli pilotno izvedbo, smo združili več teh ciljnih skupin skupaj in je bilo res zanimivo. Ena oseba, brezposelna, recimo je bila zelo spretna v ročnih spretnostih, hitro sestavila skupaj sestavljanko. Potem smo imeli enega mladega osnovnošolca, ki se je odlično ujel z enim od zaposlenih, oba sta bila navdušena nad VR tehnologijami. Tako da je bilo odlično videti, kako je vsak doprinesel en delček k reševanju misije, k zaključku, k pravilnemu geslu. Rezultat projekta je pilotna postavitev mobilne digitalizirane sobe pobega, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Karierni svetovalci smo se usposobili za vodenje
sobe pobega kot game masteri, potem so seveda tukaj še nova znanja, orodja, ki jih bomo uporabljali pri kariernem svetovanju. Pripravili smo pa tudi digitalno knjižico, ki jo bomo delili v mesecu februarju. Ob tej prijeti direktor je že tako povedal, hvala lepa, kako nas je gledal, ko smo to ustvarjali. Jaz bi se pa tudi lepo zahvalila vsem projektnim partnerjem, mojim sodelavcem, ki smo skupaj ustvarjali to sobo pobega. Mislim, da smo prišli do ugotovitve, da je bila različnost kot vrednost in prednost. Kar nas je držali skupaj, je bila ta strast in srčnost in zavezanost k odličnosti pri tem projektu. V nekaj besedah zgodba izhajamo iz izzivov sedanjosti in izzivov prihodnosti, ki jih je potrebno rešiti. Rešili jih bomo s kompetencami prihodnosti, ki jih moramo pa razvijati seveda v sedanjosti. Naše misije so energija, nove energije, informacije, lažne novice, biodiverziteta, tehnologije prihodnosti, varuh planeta in misija 6, jaz izumitelj poklica prihodnosti, ki ste ga tudi testirali. Vsak je kreator svojega poklica, vsak je kreator svoje prihodnosti. In še za zaključek, kje smo drugačni od kariernih sob pobega. Prisoten je karierni svetovalec, game master, tako kot je že naš direktor, gospod Bojan Hajdinjak, povedal. Verjamemo v to, da je človečnost in priskan človeški stik še vedno zelo pomemben. V sobi pobega je lahko naenkrat večje število ljudi, kar pomeni, da bomo lahko naenkrat v sobi pobega ves razred. To pomeni sodelovanje, povezovanje in netekmovanje. Potem je mobilna, kar pomeni, da jo damo v 4 škatle in z njo obiščemo šole, potem mladinske centre, tudi na bolj oddaljene lokacije, umaknjene lokacije, tudi tam, kjer internetna povezava recimo ni najboljša. In soba pobega bo tudi ena od aktivnosti v okviru tehniških kariernih dni v šolah. Nadgradili jo bomo seveda tudi z individualnim kariernim svetovanjem za tiste, ki potrebujejo pomoč in podporo pri odločitvah. Lahko jo izvajamo tudi po posameznih misijah. Ena od misij biodiverziteta že začne po koncu projekta živeti v novem projektu kot promocija poklicev v lesarstvu, kar bomo izvajali v šolah. In seveda še lepa zahvala Evropski uniji za sofinanciranje projekta in nacionalnih agencij Cmeklju za podporo. Tako, hvala lepa, Andreja. Zdaj smo še povedali, kako je to naše delo pobega, res? Karierno orientacijo. Karierno svetovanje postane tako imenovani game master. Torej smo želeli narediti neko zanimivost, za katero meni je lažje, bolj učinkovito, seveda mnogostraški in pomnenje tudi lažje. Baby, kiss me. Dekabo projekt je iz mojega vidika eden najpomembnejših projektov, kar se tiče razvoja kompetenc za mlade. Projekt, kar bi opisala s 3 besedami, televizijski učinek, izzivi in
veliko veselje. Zahteven, predvsem se dotika tega, no, ker gledamo prihodnost, pa ne vemo točno, kaj se bo zgodil. Navdušujoč, ker je to nekih možnosti, kam ko gremo in prihodnosti. Tri reči koordinavila opcijskega projekta, po mojem mišljenju so kritično razmišljanje, to je ključno, učenje in snaženje v prostoru in vremenu. Če ga se najviše sečem iz projekta je, da smo još razvijali materijal, da smo još pokušali odrediti koji će biti ti zadaci i problemi. Kad smo provali mixed reality, to bi bilo iznimno zanimljivo. dobro naučili ene kompetenci in sicer reševanje problemov, ker smo morali zbirati informacije, presoditi, a so te informacije pravilne. To, kar se smatram izjemno bitnim, je odpornost in dovoljivost. Jer ne možeš se zapravo pripremiti za budućnost, možeš nagađati, možeš razvijeti ono što smatraš ključnim bitnim, ali možeš se uvijek promijeniti i ti zapravo ne znaš, ali bitno je da se možeš nositi s tim promjenama. Jedna kompetencija za budućnost koja je ključna je donošenje odluka kroz kritičko razmišljanje u cijeloj šumi odluka i informacija koje nas okružuju. Definitivno je naša zadnja odluka, a ne ono što se plasira kroz medije i kroz ostale aktivnosti koje nas okružuju. Najbolj me je navdušilo timsko delo, zato ker to meni osebno ta vrednota oziroma ta kompetenca najbolj pomeni. Hkrati smo pa tudi skozi same igre timsko delo zelo spodbuja. Je konkret zdrava komunikacija, to je še vedno kraljica kompetenc, ki so kompetencem prihodnosti, ker če ne znamo skozi dobro skomunicirati, če ne znamo z ekipo se pomeni pogovoriti, prenesti informacij, nikamor ne pridemo. Napredka ne moramo ustaviti, mislim pa, da moramo ohraniti človečnost. Po mojem mnenju je etična kompetenca tista, ki mora ostati na zemljevidu prihodnosti. Kariera svetovalcev roboti sigurno ne bodo menjali. Ključna kompetenca prihodnosti je tudi empatija, tega zaenkrat tehnologija niti še ne premore in pa pravzaprav več, ko smo povezani s tehnologijo, bolj smo usvojeni, zato potrebujemo tudi več stika in pravzaprav ta polje odkrivanja, kaj hočemo biti, kako hočemo biti, se dogaja v tem, bom rekla, prisotnosti človeka, da ne bo felečen pogovor. Vsa ta elektronika, tehnologija, poslovna tehnologija, to. Kako smo se zmedali, da so rekli, da mi ključ zraven najdeti. Pa smo iskali po učilo si, mislim, da zdravo popisati. Za mojega poklica ne, sem pa to nasplošno strategijski izvedel. Primer, da rakni čebele več milijonkrat vzleteti in nabrati enkrat, da ga bodo za celo leto. Evo, takole je nastaja naš projekt. Vedno tudi potem, zdaj, ko ste že videli vmes, že malce vgovorov, pa ste že pokukali na mnoge preko tega videa, kaj vas potiča nekatere naprej.
Tako da, sedaj pa v bistvu še tako češnja na vrhu naše današnje sadne tupe, če se lahko izrazim, in pa še en pogled v prihodnost dela poklicov in trendov, nas bo popeljal Aleš Pevec, vodja tehnološke pisarne in razvojnih projektov prav tukaj v Tehnološkem parku Ljubljana. Aleš, izvoli. Ja, zdaj, danes smo toliko enih navdihujočih pa pomembnih informacij slišali, tako da bom jaz probal samo malo povzeti, pa vas sam še mogoče malo navdihan v to, kakšni poklici sledijo oziroma kaj lahko s tem naredimo. Zdaj, vsi vemo, da se manjka ogromno ene delovne sile, in sploh iz tehnoloških poklicov, recimo, imamo kar problem. Meni vsak dan kličejo podjetja, lahko najdeš kakšen, ki se ukvarja s kakšno novo tehnologijo, aplikacijo in ga pomagaš zaposliti, preperati. In imamo kar dosti težav s tem. Zato so mi taki krediti proti kako, mi glede v to skupnice fanti vloži, veliko večur, recimo v srečo sem doma zdaj več lahko spremljal, veliko večur, kot je bilo planiran in to, ko so delali res prav neverjetno in si prav veselim tega, kako bodo pa mladi pa skupaj z vami, lahko to znanje ponesta naprej. Zdaj, kaj se dogaja? Nekoč smo mislili tako, da bomo pač verjetno celo življenje v enem poklicu delali, oziroma kar nekaj takih generacij je šlo skozi izobraževanje, pa skozi kariero. Danes se pa seveda to spreminja. Najprej se spreminja sam način izobraževanja. Te velika podjetja, recimo Google, uvaja lahko samo polletno izobraževanje kurse, s tem lahko potem že v njihovem podjetju delaš. Res se spreminja veliko enih stvari, tudi same novosti prihajajo s tako hitrostjo, da recimo, ne vem, zdaj mi na AI-ju smo včasih imeli tako nekaj še mesec, ali pa še prej, ko sem prišel v tehnološki park, to je bilo kakšno leto, dve, sem neko znanje osvojil, to je bilo kar zadovoljivo, zato sem lahko pa podjetjem kakšno stvar predal naprej, ali pa jim pomagal. Danes smo na neki inteligenci praktično že na dnevni bazi, če nas spremljaš podjetje na drugi strani, je skoro malo težavo. Je res veliko in vam ne zameram tudi vaše vloge, ker verjetno tudi na poklicnem svetovanju oziroma pri karierah se zelo hitro soočate s tem, da mladi imajo že čisto neki svoje postavljene, morate biti skozi utrebni in slediti na mesto. Upam, da bomo danes pa to nekaj. Se pravi, tudi za nas odraste se skozi spreminjajo te stvari. Mi redno razmišljamo, kaj bi lahko še vnesel noter kot neke tehnološke novosti, pa predvsem večkrat se srečamo s tem, ali nas to ovira, oziroma nam je to sploh blizu, ali nam je to recimo neka stvar, s katero se hočemo soočiti, pa reči, ja, zdaj pa gremo vsi v nekaj inteligenco, zato da bomo in 2 ure več špavali, ali na veži. Zato, ker iz tega vidite tudi v samih podjetjih, tako naprej imajo ponarad nekaj ambasadorje. In jaz verjamem, da danes ste vsi tukaj, ki ste prišli, ste eni ambasadorji teh poklicev v prihodnosti, ker skrbite ne samo za mlade, ampak tudi za državo Slovenijo, ker država Slovenija v takem velikem globalnem konkurenčnem svetu deluje, in mi kot predstavniki teh navdihovalcev moramo še posebej pozorni na to. Se pravi, eno taka priložnost za drugačno načrtovanje kariere se pojavi vsake pol leta ali pa mesecev in recimo čez 10 let sigurno, če ne prej, vsak tudi začne malo razmišljati, ali bi bilo smotrno zamenjati službo, ali bi bilo smotrno naprediti. Verjetno malo verjamem, da so tudi predstavniki za vse življenjske učenja, antropoloških centrov, se pa dobro zvedamo, da se pa vse življenje učenja. Tako da tudi ta karta, tudi za mlade narejene, se verjamem, da tudi marsikemu tudi zanimivo tudi za njih. Zdaj, kaj zanimivo sedaj, to so neki poklici, so v tem trenutku tako zanimivi in kot je že Andreja pa sami sta rekli, dajmo ta fokus na ljudi, se pravi, Human Centric je tudi v povezavi s tehnologijami tista ključna stvar, ki jo zdaj zelo propagiramo. Industrija 5.0, pa družba 5.0 sta recimo tisti vrh, ki se dovedemo. Seveda pa na drugi strani določeni poklici pa izginejo.
Zato, ker umetna inteligenca praktično res na nek način se zdi, da bo vse poklice stopila in vprašanje teh poklic je lahko še na dolgi rok vlada. Oziroma, kaj najmo ljudi sploh tega? To so ena vprašanja, s tem se mi kot malo politično zares ukvarjamo in se sprašujemo, kaj narediti zdaj s tem, da bomo na nek način konkurenčni oziroma da bomo lahko kvalificirali kadre. Po kjegu smo kvalificirali kadre, zato ker verjamem, da nekaj, kar šole učijo, pa nekaj, kar podjetja rabijo na zelo hitrem nivoju, oni se včasih pa spremenjajo. Zdaj, če vemo sam to, recimo umetna inteligenca, vsak 2 let zdaj, imamo na nek način umetno inteligenco in ta umetna inteligenca, tista generativna, mi smo v 50-ih oziroma 70-ih letih, v 70-ih letih je pa Slovenija v špici umetne inteligenci, v špici. Naš inštitut Jožef Stefan je standarde postavil v svetovnem merilu. Danes na žalost ni čisto več to, še zdaj se zelo močno govorimo, ampak so razpad mogoče zaradi veliko več znanja, prej smo malo z entuzijazmom, pa z našim pozitivnim nabojem, tako vas, da pač imamo občanje, več 400 milijard več znanja, kot pa mi, tako kar piško. No, se pravi, umetna inteligenca, če zavedamo lansko leto, je bil ključni poklic prihodnosti, je bil prompt inženir. Verjamem, da vsi veste, da je to tista oseba, ki zna iz generativne umetne inteligence biti ful boljše rezultate, če samo nekaj napišemo noter, dobimo en tak, bom rekel, povprečen odgovor lahko, če pa res znamo opisati notranje prosa, pa postavim človek vlogo, da rečemo, ne vem, ti si pisec razpisov z 10-letnimi izkušnjami, spozna se zelo dobro na internet in tako naprej, se on pa čisto drugače obnaša in da čisto bolj konsistentne, pa koncizne odgovore, če mu samo rečete, živo pišem razpisam in lahko pomagaš. Bolj ga znate prompta, boljša onda. No, tisto, s čim se mi ukvarjamo, še povezamo v nas kognitivno znanost, je to, da še te naši možgani probamo na prompta. Se pravi, ne samo računalnike, ampak kaj se da z naših možganov videti. To začnete vsi skupaj poslom, pa čisto malo dimenzivno odprejo. In jaz verjamem, da bo to eno od stvari prihodnosti. No, ampak letos želimo praktično ne več odvajati. No, razen tistih entuzijastov, ki se špuniškimi pravti, ampak zdaj se ukvarjamo s tem, da smo AI manager, kako se že reče, CIO, se pravi, ne CIO, ne kot direktorji, ampak zdaj ste CIO-ji, zato da vsako smo svoje zaposlene agente in zdaj se kar pripravimo v to dobo, pa seveda AI integratorji, to je pa nekaj, kar se pa šolanje odpira, recimo SQ na že šolami narejen, zato da tam vse tiste AI akte, se veste, Evropa, kako pravijo, Amerika, pa Kitajska, hebilata, pa razvijata Evropa, pa razvijata. In zato AI-akt, nekaj na 4000 strani in potem mora biti eden AI-integrator, še nismo agente naredili, da vse pregleda, če ste vse ključno naredili v podjetju, da ste naredili na strani, da vam ne mogo AI-integrator, da ne mogo povedati podatke. No, pogledamo še par takih stvari, pa sem že rekel, se pravi, ampak v tem različnosti še gledali v trendu, sploh zato, ker grejo naprej v vsi tisti proizvajalci učali takih navadnih, pa športnih, letos pa imamo leto pametnih učal. Prvi so pametne ure, zdaj bomo jih pa pametno učala in se boste lahko spremljali, da boste tekli, kako hitro tečete, vse parametre se lahko vse eno Zdaj, ena stvar, kjer sem že prej omenil pri tehnologijo, pa po učenju in zato je tako projektov pomemben, je to, da se imamo fajn, pa da nam je boljš, ko uporabljamo nove stvari. Prihodnosti si nekako želimo, da nam je boljš. In to je tista stvar. No in recimo, ena od stvari pri učenju, ta piramida je to zanimivo, pa zabavna, je tako, da zakaj pa malčki, zakaj jih prevladamo, pa tudi, bom rekel, kar nekaj projektov je na to temo strani države prišlo, da spodbuja uporabo novih tehnologij v šolah. In zdaj tudi imamo mogoče dobro zakaj. Recimo, tamački, ki berijo, ko vas poslušajo, ko mi predavamo, da jih navdušujemo, pa hočemo jih motivirati, pa imajo oni attention span 7 sekund zaradi. Nam to res redko pravi uspeva.
Ampak recimo, koliko si zapomnil, da tudi nekaj 30% gre to, če mi imamo neko ekskat predanje. Potem imamo pa, oni pa hočemo na vsak način vključiti v neko diskusijo, ali pa še dober preizkus narediti, pa pokazati, ko zdaj fizikalno nekaj gre, v desno pa balon so vzimne, pa tam ali ja, še to vidu. No, tam si oni že zapomnili, tam nekaj 70%. Zdaj pa, če nam tehnologijo uporabljamo, in to je bil tudi eden od mojih, jaz sem bil strašno sem bil razočaran, dobil sem se vredno na vašem področju, ampak strašno sem bil razočaran, ker sem se učil, ker sem se vedno stojih učil. In to je bilo meni bilo tako grozen, če vidim, da jaz sem se še stik odradi učil. Ko smo se učili na mikrotehniko, sem se točno taki stroj sem. In se mi bilo ful grozen in ful nenavadno se mi zdelo, zakaj nimamo mi tako ene take televizije, da bi pa tam stroj se tako gor pokazal, pa se vse vrtel. No, to mi je zelo to, da sem se pa odločil, da še točno videti, da bomo to malo spremenili. No, in zdaj je res, ne samo pri tehnološkem parku, ampak imamo v Sloveniji enega fanta, ki mislim, da je pomaga Rokusu, ki za celo Evropo dela take videe, pa aplikacije, s tem se temački res lahko mi izpočil. Pa imamo še eno res dobro Asta AI, nekaj matematike imamo. Pa ogromno enih takih dobrih tudi imamo, ki se ukvarja z naši pa delajo ogromne, kako ne rečem, tudi finančnih ljudi, imamo kar nekaj takih zanimljivih stvari. No, ena taka stvar, recimo, kak sem se jaz predstavil sam na sebi, zdaj smo recimo za projektom ThinkXR točno tam nekje, naredili smo 16 učenih pomočkov, kjer lahko naši dijaki pa študenti, oziroma oni so jih sami naredili, to je najbolj zanimivo. Oni sami so si razvili svoje učenike pomočke za zgodovino, nekaj za fisko, pa nekaj takih stvari, no in zdaj oni so dijaki učeniki. Zdaj, še ena taka zanimiva stvar je, v Novem mestu imajo šolski center, kjer se učijo popravljati avtomobile. In tam je en tak manjši problem, imajo te resne integralne avtomobile in tega prvogradna vola. In zato je ena taka zanimiva zadeva, ker se dajo goročalca, pa bolj lahko dejansko res kjerkoli avto, kjerkoli težavo, recimo tam, da lahko preverjajo, preizkujejo, pa tudi popravljajo, kar drugačno počene in te priložnosti. Isto je na področju zdravja in zdravstvenih stvari, pa delo pa komunikacija seveda se spreminja. To, ko sem rekel, zdaj pa karti novo očala, bomo mogoče vsi malo drugač delali, predvsem se bomo imeli pa bolj fajn, zato ker kakšne stvar tudi ne bo delali, tako da je No, ampak še tista ena stvar, ki se mogoče tudi za javno upravo spreminja se vodenje procesov. In zdaj, kar naenkrat, recimo, imamo te podatke, pa te, bom rekel, analitike so še drugačne, pa jih imamo kar tako ogromno veliko in ko se sprehodiš po nekem, bom rekel, postroju, dejansko lahko z sam sprehodom, recimo, ugotoviš tukaj enih stvari, kaj gre na robe, kje so rekel, kakšno je stanje, ne se prav ta dashboard nam naredi. Po nekih izkušnjah ali pa v nekih predikcijah bo tehnologija spremenila od 25 do 50% na večjo produktivnost, ampak to seveda ni zmeraj dobro, ker ono bo tisti, ki bomo došli z večini drugim zakonom. Predvsem z neko našo kreativnostjo, pa predvsem s tem, ker so tudi punce povedali, mi nekako računamo na to, da bi ta personalizacija in pa ta posvečanje drugemu, da bomo imeli več časa za komunikacijo. In zato tudi tehnološkem parku vse spodbujamo v smer, da potem razvijajo ta stik z drugimi podjetniki, s podjetniki, recimo tehnologijo, pa seveda omogočajo stik nadaljavo. To je en tak konkretni primer iz kolektorja, kjer dejansko so pomagali v Braziliji. No, to je pa za župane seveda prihodnost, ker bo občina in pametna mesta se bo spremenila in z takimi člani bojo kar naenkrat infrastruktura ne bo več sam najbolj pomembna stvar na svetu, da bomo sam ceste asfaltirati, ampak bojo podatki oživeli in potem se bomo lahko podatki malo igrali. In se počali, zdaj, če ste dobro poslušali DARS 2 dni nazaj, je rekel, da bo naredil tako pametne algoritme, kjer vas bojo 20 km pred Ljubljano, vas bojo
ustavljal in dobro hitrost prilagaja glede na to, ko bo šel. No, po implikacije jaz predstavljam, da ste dobili informacije, da je tista lupenca, da je tisto okno, točno iz vašega kraja do Ljubljane najbolj optimalno. No, rečemo take stvari, take pametne mesta v skupnosti se zelo močno veselimo, seveda se tudi način turizma malo spreminja. Eno od takih zanimivih zadev, to je med korono smo vsi mislili, da bodo zdaj, da bomo vsi tudi sam še virtualno, smo rekli, hvala Bogu, da je konc. Smo zares tudi nobeno več moče, bil nekaj časa kot poklic, ki je bil zanimiv. Pametna, se pravi, digitalni dvojčki pa virtualni so prvo so nekaj, ker nas čakajo v prihodnosti, vse hočemo digitalizirati, vse hočemo dati, ampak podzadaj ima nek namen, zakaj to naredimo. Če nekaj kazali naredimo, lahko pa na drugi strani vidimo ali dela, ali se prilagaja, ali pa mogoče svoj nekaj, kako nam usko naredimo. Zdaj pa malo z razboj prešljivo iz teh potem zaključam. Sam par teh poklicov, kakšni poklici bi mogoče lahko bili zanimivi za naše tamarčke, za, ne vem, 5-10 let. Mi pa zelo navdušuje ta izvolitev poklicov prihodnosti, zato da si vsak tamarček lahko sam naredi do konca. Se pravi, čist nekaj nov, nekaj takega, kar še ne ostaja. In te tamarni domišljije tako dela, da res se že nam, takšne smo mi poklicni dobili. Dejansko so se tudi strašno časi, ker ne bi si to mogoče pa res. Lahko je pa res do nekaj teh razvoja potencijala, ali pa teh stvari, kar ste dobro. No, ampak recimo sam tudi, da napravim ta climate change specialista, tisto stratini, to, kar smo že pokvarjali na zemlji, da to vrniti nazaj, to bo eden sigurno poklicov prihodnosti, pa fulmamo smeti v vesolju, fulmamo smeti. Na srečo smo zdaj Slovenci vstopili v ESO, ali pa bomo to rešili, smo očistili v Slovenijo, smo posebno rešili, da se nam še očistili v vesolje, v enem ključnem uspe, pa seveda vsem na temo, kar se tiče avtomatiziranih transportnih sistemov, pa imamo pa en zelo zanimiv poklic, ki ne bo izumrl. Čeprav Japonci so že naredili kar nekaj na to temo, da bi posebno kritizirajo na kmetijskem področju, ampak za novimi tehnologijami se v bistvu kmetijstvo še ni zares odpira, ker ne boš odpil, ker bo odpil, no, toga časa ne bo se odločilo, da se z našimi problemi ne bo ukvarjal, ampak da bo razmišljal nekaj svojih problemov. To je takrat smo še nekaj časa. Ampak se pravi, pa tisti, ker nam na zemlji zmanjkuje ljudi, pa bitka za vire je zelo velika, imamo seveda vesoljske mnenje oziroma vlaje, ki bodo prilagali našo bližino, našem pomen in pa da naredili zdrl in veselo, da se vzeli z električnimi avtomobili. To je odgovor na samem vprašanje. Seveda, vse več razpohodnic in izlet na Mars, zato bomo seveda rabili turistični vodič. Kdo že rekel, da bi bil turistični vodič, da sem videl, no, to je turistični vodič v prihodnosti. Pa seveda, kako sem prej rekel, ali system manager, ne, to je bilo, recimo, ena stvar, ki še nismo si znali predstavljati, kaj bomo zdaj že realno. Zdaj, virtualni učitelj, to je ena taka zanimljiva stvar, ki je v Hrvatskem tehnološkem parku v meni, ki že delamo, in sicer smo povezali nekaj inteligenco, pa virtualno slišnost, tudi te date smočana, da vi se z laboratoriju, z učiteljem pogovarjate o angleščini, on vas uči, ocen, dobite nazaj, pač nekaj ne smemo narediti še tega učitelja, zato je, ker je seveda to učitelj področje, zato rečemo, da ni, da se vse že učili narediti. Meni osebno pa najbolj zanimiv si ta nekaj vrste psiholog za stroje, zato ker stroje bo pač prejeli nekaj, kako se reče, občutje ali pa čustvo zelo, ne se sam dejansko ima nekaj personaliti, pa nekaj 20 let, pa vsak malo svoje razmišlja in se moraš pa z nekom dejansko ukvarjati. Nekaj vam zdaj ni čisto, ne vem, zdaj pa to naredi, on bo pa kar skočil, kako je upravljati, nekaj misli. Ne, on pa zdaj ima svoje personaliti, pa nekaj svoje filozofije, nekaj ni delo. Tako da, ja, no pa seveda nekdo, ki se ukvarja z tem, da se, kako ne rečem, internet pa socialne medije, če imamo ogromno nekih storitev, če imamo nekaj velikih odzadej. Drugo samo kot povem, da imamo eno zelo odlično startup slovensko podjetje, ki je naložil v AI
vse obravnave, ki so bile do zdaj v Sloveniji narejene na področju pravnih stvari, vi ga lahko vprašate, kaj on svetuje in ga najprej naštejo vse zadeve, katere so bile, pa pa iz tega povzetke, Evo, to na kratko, upam, da smo malo išli sprožili, zdaj pa verjamem, da več bo še pravnice v sobi pomega, da bo zdaj koristilo. Pobega v prihodnost poklical, on je tisti, ki je skreiral to celotno zdelko. Hvala, Aleš. Te poklice prihodnosti ste si sam zamislil, ali bo ne AI, če bi biti tam? Moram priznati, da so jih eksperti se nismo sami. Smo sami to vzeli. Ja, zanimivo zvijo, ne? V glavnem, mi smo se pripeljali naš dogodek k koncu. Preden vas spustimo na zapusko, samo še par informacij. Želeli bi čisto vaše kratko mnenje, zdaj da smo lahko v prihodnosti tudi kakšno stvar so izboljšali, kot pravi Aleš, ne? Če nam boste odgovorili in skenirali koga, obljubili pripravili smo čisto kratko vprašanja in na njih govorite, prosim. Tako da vidimo, kaj bomo za prihodnično spraviti. Srčka moja, da se imamo, to je krasno in zelo sem vesela, da vam je bilo vsi dan všeč. Tako. Hvala lepa za vaše odgovore. Sedaj pa zares, vas bom povabila k zakuski. Tisti, ki ste se prijavili na to naše testiranje, vas bomo ob 12:30 uri tukaj v tem prostoru pozdravili. In sicer Andreja Lavač in še naprej. Še eno vprašanje. Katerega načina pristopa, katerega orientaciji še poznate in se vam zdijo zanimivi. Obljubim, da bomo prišli do malice. Vprašanje? Nekaj pristopov. Aha, pripovedni. Studira po funkciji. Karierni artiste. Bože, pravi mehani. Srednjivo. Sedaj pa res, ki so to najlepša hvala, ker ste danes vaš čas investirali in poznali. Stavim vas v zakuski. Za vse, ki ste
se prijavili na testiranje sobe pobega v zbusa 12.30. Moje sodelavke so bile Zupan in Andreja Glavač pospremili v sosedno stavbo, kjer je v bistvu soba pobega pripravljena in tam nas čaka dr. Marko Capnik, vodja panel ekipe, ki je tudi v bistvu digitaliziral naš del sobe pobega. Tako da veselo igranje vam želim, hvala lepa, zdaj pa izvolite.